In kako so se otroci včasih igrali? Predvsem otroci na podeželju so se igrali zelo veliko časa zunaj, na prostem, če jim je seveda čas dopuščal, saj so jih starši kar pridno priganjali k delu, tako da so pomagali pri hišnih opravilih in pri kmetovanju. Otroci v mestih pa majčkeno drugače, bolj na dvoriščih, tudi v meščanskih stanovanjih, seveda pa z igračami, ki so bile narejene doma, to otroci predvsem na podeželju, tisti meščanski pa so imeli tudi kupljene igrače. Kako so se pa igrače spreminjale skozi leta? Tiste starejše recimo, že iz materiala, iz katerega so izdelane, so recimo bolj iz naravnih materialov, iz kakšnega lesa, iz gline, iz slame, iz šibja in podobnega. Te novejše so izdelane predvsem iz umetnih materialov. Ali so se punce igrale drugače kot fantje? Punce recimo so imele veliko takih igrač, ki so prikazovale takratno življenje, tako da so jim starši recimo izdelali veliko kakih kuhinjskih pripomočkov. Fantje so pa se igrali predvsem kake fantovske igre, ne? Ali so se streljali s fračami, ali so metali žabice v vodo. Katera je pa najstarejša igrača tukaj? Na tej naši razstavi je najstarejši glinen konjiček, ki datira nekje v obdobje 8. oziroma 7. stoletje pred našim štetjem. Original hranijo v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani, za našo razstavo pa so izdelali repliko, se pravi kopijo. Koliko let je pol to staro? A zračunamo? 2800 tam nekje. Kaj pa to ena smešna igrača? Igrača se imenuje podkova. Otroci so si na roke nadeli to igračo, ki ima spodaj konjsko podkev, potem ima kos lesa in čez ta kos lesa je napeta guma, včasih tudi od stare zračnice, od kolesa. Potem so dali roke v te podkove in po 4 tekli, to se je zelo močno in glasno slišalo, kot da so konjički. Kaj pa je ta zgornji kipec? Tale kipec je pa punčka, stara je že tudi več kot 100 let. Kako se pa tole igra? Ja, tale družabna igra se imenuje Marjanca, igra se pa čisto enostavno. Na sredino potem postavita vrtavko in jo močno zasučeta, kroglice gredo pol v tele vdolbinice, kjer so številke. Ta temna šteje dvojno, zmaga pa tista, ki ima večje število točk, se pravi večji seštevek. 1, 2, 3. Nekaj že bravo, lej, super. No, pa še malo matematike. 7. Vidim, da imate tukaj zelo veliko plišastih medvedkov. Na tejle naši galeriji medvedkov jih je razstavljenih kar 25. Med njimi 3 punce, 3 medvedke. Zanimivo pa je, da smo čisto vsakega od teh medvedov tudi poimenovali. Ali plišaste medvedke poznajo po celem svetu? Lahko bi rekli, da ja. Medved je res ena taka priljubljena igrača mnogih generacij. Kdaj so naredili prvega plišastega medvedka? Leta 1903 ameriški predsednik Theodore Roosevelt, ki so ga klicali tudi Teddy, bil na lovu. In ker je pred puško rešil medveda, so potem v znamenje hvaležnosti tega medveda izdelali menda prvo igračo, ki so jo imenovali Teddy Bear, se pravi medvedek Teddy. Zdaj bomo pa v tejle naši galeriji medvedkov poiskali najstarejšega medveda in najmlajšo medvedko. Najstarejši je Pepi, najmlajša je pa Iza. Ok, jaz iščem Pepi, a ti Iza. Evo ga, Pepi. O, našla sem Izo. Prej smo si ogledali medvede na razstavi, zdaj bosta pa vidve izdelali vsaka svojega. Naša osnova medveda bo blago. Na blago bosta vidve na ta svetodel, verjetno najprej kaj porisali, njegove učke, smrček in podobno. A ste že srečali kdaj pravega medveda? Ne, samo v živalskem vrtu smo jih. Kaj ga še pobarvam? Ja, super bi bilo, da ima tale naš domišljijski medvedek še kako oblačilo. No in tole polnilo, ne, boš zdaj natrpala v medveda, za pomoč imaš pa tule kuhlo, da lahko potisneš polnilo čisto do ušes, ne? Kako si rekla, da bo Jerry? Moj se je pa malo najedel, pa je debeluškast. Medvedki morajo dobro jesti, ne?
velika družina dobi še dva nova člana, Jerryja in Pikota.